Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in ljubitelji domačega nogometa, še z komentatorskega mesta tu v Šiški, kjer je pred nami zadnja tekma zadnjega kroga, ena od zadnjih treh, jasno, 36. krog. Bravo in Koper se bosta pomerila, prav gotovo zelo dobro veste, da Koprčani v boju za naslov nujno potrebujejo zmago. Peris se skuša otresti Miliča, uspelo mu je, Peris preigrava, nevarno je, priložnost za Koper in zapravijo je Osuči. Koperske priložnosti, Peris je sam pred vrati, Orpanič brani še nevarno, toda v 42. minuti strelec Maružin pa je hitrejši od Rajčeviča, Maružin ima priložnost, še nevarno, Maružin skuša preigrati zdaj tudi Goluboviča. In na koncu Vešner Tičič. Maružin prišel do žoge, Memiča ima povsem samega, Memič je sam pred vrati, bravo vodi. Toda offside. Prepovedan položaj, vsaj za zdaj dvignjena zastavica Tomaža Klančnika. Prepovedan položaj. Zdaj svojega komentatorskega mesta vidi bolj malo. Zdaj sicer za Bravo, pa podaja proti Kramariču, ki je bil tudi v prepovedanem položaju. Ura igre zdaj že za nami v Šiški, rezultat je še vedno 0-0, toda Maružin ima novo priložnost, Kramarič ga spremlja, priložnost za Bravo in to bo samo kot za Ljubljančane. Zdaj Špadarnikov bližnji vratnici, Gneča je pred golom Brava, vratnica se trese in ostaja 0-0. Ena je za Maribor. Na Fazaneriji, Koper pa ima priložnost, še nevarno, mimo desne vratnice gola, z nekaj grenkega priokusa, ampak saj pravi, ko bodo nekajkrat prespali, bo jasno, da je to ena najboljših sezon, celo v koprski zgodovini, drugo mesto v državnem prvenstvu in osvojitev pokalne lovorike. Tu zdaj rdeči karton celo pokazal Kajtazovič Bajdetu. To bi bila zanj druga izključitev v tej sezoni, kot kaže da. Pa še rumeni karton Miliču zaradi ugovarjanja. Maribor za zdaj, tako kaže, dobiva srečanje v Murski Soboti. Tole je morda še ena zadnjih priložnosti, da Koper vendarle to tekmo dobi. To, da kaj je zgrešil Koli, mislim, da ne, Osuči po podaji Kolija. Miha, hvala za besedo. Še zadnjič v neposrednem prenosu se oglašam z roba igrišča. Dejan Grabič je ob meni, domači strateg. Dejan, obljubljali ste Bravo, kot smo ga vajeni celo sezono, in dobili smo Bravo proti Kopru, kot smo ga vajeni celo sezono. Ste bili zadovoljni z odzivom igralcev na igrišču? Ja, zelo, ker psihološki nastavek za našo ekipo je bil slab pred to tekmo, za koprsko odličen, oziroma zelo lahko je bilo motivirati koprsko sečilnico, zelo težko našo. In tukaj mislim, da so igralci opravili izpit z odliko. Že Neštetotič so pokazali karakter, profesionalen odnos, pripadnost klubu, in to je stvar, ki me veseli. In vse čestitke. Ne more vsaka ekipa tako odreagirati na nepomembni tekmi, kot je bila ta za nas rezultatsko. Torej, igralci niso bili z glavami na dopustu? Ja, očitno ne, ker mislim, da smo imeli ne vem koliko priložnosti na tej tekmi in nasprotnik toliko manj ali nič, tole na koncu. In mislim, da smo bili boljši in bi si zaslužili tukaj zmago. Čestitke pa Kopru za vse, kar so naredili v tej sezoni. Kar se pa naših igralcev tiče, to je neverjetno kakšno odrekanje, je to na treningih, na tekmah, in jih je treba pohvaliti, ker preredko to slišijo. Na koncu 5. mesto v državnem prvenstvu, ponovitev lanskega rezultata, ampak lani je bilo precej drugače v zadnjem krogu priti do 5. mesta kot pa letos, ko se je že precej, oziroma se je prej vedelo, da boste obstali in se je potem tudi ste lažje ostali na 5. mestu, torej na sredini prvenstvene lestvice. Kako gledate ta nek napredek od lanske sezone, rezultatsko gledano?
To je, mislim, eden od razlogov, jaz sem čutil, da imamo fantastično ekipo pred sezono in sem tudi potihem ali pa bolj diskretno napovedoval boj za Evropo in to se je tudi uresničilo. Ampak to so igralci, ki res nam pašejo v našo igro, ki neke stvari ponavljajo do onemoglosti. Višina taktične kulture je bila po mojem na eni najvišjih ravni skozi celo sezono v ligi. To je ena stvar, druga psihološki nastavek. Najmlajša ekipa v ligi, daleč, ampak je skozi vsa ključna nihanja preživela. Edina stvar, ki je grenkega priokusa, je pa pokal. Dejan, hvala lepa za danes, lepe počitnice vam privoščim in se vidimo kaj kmalu v novi sezoni. Hvala. Denis Halilović je sedaj ob meni trener, pomočnik trenerja FC Kopra. Denis, danes se ni išlo. Imeli ste skozi celotno tekmo pobudo, ampak gola nekako niste mogli doseči. Kje vidite tiste glavne razloge, da vam na koncu ni uspelo zadeči in zmagati danes? Dobro, pred tekmo z Radomljami smo bili v prednosti, smo bili prvi na lestvici, imeli nekako vse v svojih rokah, nogah. Točkovno se nam ni šlo na tej tekmi, padli smo, rečemo, v neko tremo pred današnjo tekmo. To se je videlo tudi v prve pol ure, 35 minut, da smo bili v krču, da nikakor nam ni steklo, da smo bili prepočasni, hoteli smo nekako na silo. Težko smo se znebili tega pritiska. Čeprav mislim v nadaljevanju, da smo bili malo boljši, malo bolj sproščeni, tudi žoga ni hotela v gol. Na drugi strani smo spremljali tudi rezultat iz Murske Sobote. Maribor je tam zmagal, osvojil prvenstvo in v tej priložnosti mu čestitam za naslov. So bili fantje, potem ko so izvedeli za rezultat med polčasom, so bili že kaj potrti oziroma manj motivirani za drugi polčas? V bistvu ne, ker jih nismo seznanjali z rezultatom, tako da so igrali pač brez tega podatka. Denis, hvala lepa za to sezono in seveda vam želimo srečno v Evropi in naprej v novi sezoni Slovenske lige. Najlepša hvala.